No, slovenski visokošolski prostor je še vedno visoko etatiziran, kar pomeni, da je še vedno nekako velja neka predstava, da lahko visokošolski proces, visokošolske programe, visokošolski študij izvajajo zgolj državne ustanove, se pravi javne univerze, in tudi aktualna politika dejansko je tukaj zelo usmerjena v favoriziranje teh velikih državnih ustanov. Tako to se recimo zelo jasno kaže na področju doktorskega študija, ker nekako po novem se doktorski študij sofinancira, vendar to velja samo za doktorske programe na javnih visokošolskih ustanovah, medtem ko na zasebnih ne. Tukaj je to očiten primer diskriminacije. Tukaj se ne upošteva kvaliteta programov, kvaliteta študija, kvaliteta predavateljev, ampak zgolj nek formalni status. Potem so bili tukaj še poskusi, da se še bolj nekako oteži delovanje zasebnih visokošolskih ustanov. Bili so nekako težnje potem, da se recimo omeji ali pa celo pobere tistih nekaj koncesij, ki obstajajo. Ta novela tega zakona je sicer zdaj nekako na ledu, če lahko temu tako rečem, ker pač vlada očitno ne bo zdaj več opravljala v polnem obsegu svoje funkcije, vendar pa ta nevarnost še vedno obstaja. In tukaj, kar je potrebno na visokošolskem področju, bi bilo dejansko omogočati pogoje za delovanje različnih ustanov. Tukaj bi bilo potreba vzpostaviti neke meritokratske kriterije, kjer bi se spodbujalo kvaliteten študij, ne glede na to, a poteka na javnih ali na zasebnih ustanovah.